Davki so pomembna tema, ki v bistvu zadeva čisto vsakega podjetnika in je zelo pomembno tudi, da ve v bistvu, kaj ga čaka, kako pač igrati igro naprej v naslednjem letu in v končni fazi tudi, če se kaj zatakne, kam pomoč. To je tak dogodek, je predvsem pomemben za druženje vseh članov SBC-ja, drugo pa tudi, da se pač dobimo, da prediskutiramo pač spremembe za področju zakonodaje, predvsem davčne zakonodaje, katero sam pokrivam, in da vidimo, kaj nas čaka in da se pač vsi člani lahko pripravijo. Največje spremembe v letu 2023 v davčnem postopku je definitivno glede obdavčitve kapitalskih dobičkov oziroma dobičkov, ki se ustvarjajo z prodajo lastnih deležev. Do zdaj so bili ti obdavčeni kot kapitalski dobički, po novem pa se ti obdavčujejo kot dividenda. Pomemben pri tem je tudi v bistvu, če smo lastni delež prodali letos, da se naslednje leto lahko pod določenimi pogoji pač izplačila, če še niso bile izplačene, obdavčujejo kot dividenda. Drugo področje, ki bi ga izpostavil, je obdavčevanje nagrad zaposlenim, zaradi tega, ker v bistvu je znesek, do katerega je pač ta nagrada neobdavčena, je zdaj lahko precej nižji, kot je bil do zdaj. Tretje področje, ki bi ga tukaj rad izpostavil, je pa tudi v bistvu zvišanje davčne stopnje v najvišjem dohodninskem razredu nazaj na 50%. Ob še vedno odsotni socialni kapici je to velik problem zaradi tega, ker pač enostavno bo velik izziv za zaposlovanje visoko kvalificiranih zaposlenih v Sloveniji in po končni fazi z begom neke visoko kvalificirane delovne sile ven iz Slovenije. Torej, rešitve iz zanke, jaz ne bi nobeno priporočal, da išče kakšne zanke ali pa kakšne specialne rešitve. Zakoni so kolikor toliko jasni, spoštujmo te predpise, ki jih imamo, delamo po njih. Drugo je pa, če se z njimi strinjamo ali pa ne, ampak tudi, če se ne strinjamo z njimi, jih pač moramo spoštovati.